Nasvet, ki ga damo stranki, kako ne se gibe doma, je lahko jo pelje v več bolečin ali pa jo lahko pelje v manj bolečin. Ne, to praktično je zelo pomembno, ker to smo po mojem že celo lani tudi poudarjali. Ne vem, velikokrat dobiš stranko, ki ga je nekdo prepričal, ja, pač tvoj poklic je tak, da pač enostavno prinaša zraven tudi težave. V hrbtu sediš po 8-10 ur. To je neizogibno. Ja, in pač to pač tako je pri tebi. In potem je ta stranka je kar nekako prepričana, da pač je to pač nujni del njenega življenja, so pač te bolečine v hrbtu. Ampak mogoče pa ne tisti, ki jo je to prepričal, niti ne ona, noben pa še nič naredil na tem, kako ona sploh sedi. Da bi se poglobilo to. Ker sigurno so neke obremenitve, ki niso najboljše, če mi moramo toliko pa toliko ur sedeti, ampak se pa da sigurno prilagoditi. To je tako, ker če bi, ne vem, cel dan, 2 ure nekaj dvigal stav, pa ne bi bil nič pozoren, kako dvigaš, bi naredil v tem predelu več bolečin, kot če bi bil malo pozoren, kako dvigaš. Ne? Zdaj, zanimivo, kar si glih to omenil, mi je to, da jaz dostikrat rečem ljudem, da se v celem dnevu, povprečen dnev nekega posameznika od vseh tisočih gibov, premikov, ki jih naredimo, definitivno najde možnost za temu, čemu rečemo, optimizacija gibanja. Torej, da ti lahko iste stvari narediš s samo malo manj bolečimi, manj obremenjujočimi gibi. In če že tukaj dobimo 10-20%, smo že lahko v bistvu pod tisto mejo, ko se tvoje telo lahko regenerira. Ker jaz ljudem rečem v bistvu to, da se v bistvu vsaka kvalitetno izvedena vadba in pa gibalni nasvet, ker ne smemo samo pri vadbi ostati, ampak gibalni nasvet tudi za doma, je v bistvu lahko samo kaj? Lahko je rehabilitativna, terapevtska, lahko je pa uničujoča. Torej, to je nasvet, ki ga damo stranki, kako ne se gibe doma, je lahko jo pelje v več bolečin ali pa jo lahko pelje v manj bolečin. Ker telo je zakaj? Ker telo je stalno v procesu rehabilitacije. Stalno se obnavlja. Ampak samo matematika, ali imamo več stresa negativnega ali več pozitivnega stresa na telo, je tista, ki nam bo povedala, ali bomo drug dan boljši ali bomo še slabši. Ja, to je pač, ali nas bo naredili bolj odporne, ali bomo presegali tisto mejo in bomo prišli v neko področje že bolečine. Tako. In tukaj je tista skrivnost, zakaj v bistvu moramo jemati naš poklic pa naše delo v bistvu kot zelo neko veličastno, pa obenem tudi zelo poklic z zelo velikim potencialom. V bistvu je tudi zelo odgovorno delo po eni strani. Ja. Ker pač stranko lahko pripelješ od tega, da ima zelo kvalitetno življenje, kjer sploh ne ve, da ima kakšno težavo. Na drugi strani, če bi napačne nasvete dal, ima napačne vaje, gre lahko vsa stvar v zelo drugo stvar. Najprej so to neke bolečine, ki lahko kasneje vodijo tudi v neke psihične težave, zaradi tega, ker to dlje časa traja. Tako, psihične težave, depresije so zelo pogoste. V bistvu še povečajo se, če je človek v kronični bolečini.